Tokrat si bomo pogledali reševanje primera, kjer je osnovna ploskev enakokraki trapez, podana je tudi višina prizme, izračunati pa moramo prostornino ter površino. Si kar izpišemo podatke. Torej, osnovna ploskev je enakokraki trapez in v tem enakokrakem trapezu je osnovnica 54 cm, druga osnovnica 30, kraka B in D, ker je enakokraki, sta 15. Podana je tudi višina trapeza ter višina same prizme, ki pa meri 15 cm. Računamo torej površino in prostornino. Zdaj tukaj bom raje najprej načrtala osnovno ploskev. Torej si skiciramo ta enakokraki trapez. Pomembno je torej, da označimo tukaj višino trapeza, ne? Kako zračunamo zdaj osnovno ploskev? Za osnovno ploskev imamo torej trapez in za trapez vemo, da zračunamo po obrazcu srednica, to je ta srednica, krat višina, ne? In višina trapeza. Namesto srednice lahko zapišemo kar A plus C polovic krat višina trapeza. Osnovnica je torej, če kar seštejemo, 54 in 30, 84 polovic in višina trapeza smo rekli 9. Torej imamo 42 krat 9, kar rata skupaj 378. Ok, moj muc vas pozdravlja. No in zdaj sem se še zmotila. Zaradi njega seveda so kvadratni centimetri. Dobro, gremo naprej. Zdaj osnovno ploskev imamo. Za računanje površine potrebujemo še plašč. Plašč v tem primeru svetujem, da zračunamo posebej. Torej pogledamo, kakšen bi bil plašč. In zdaj za plašč pa moramo vedeti, da ta štiristrana prizma ima plašč sestavljen iz 3 različnih pravokotnikov. Če zdaj mogoče kar to skico dopolnim do skice prizme. Vidimo, da imamo tukaj A, potem višino. In zdaj, če narišem še zad, sicer zdaj to ni lih idealna skica, ampak ok. Se pravi, imamo sprednji pravokotnik, ki je A krat višina. Potem imamo ta dva stranska, kjer je vsak B krat višina. In ker sta 2, torej 2 krat B krat višina. In še ta zadnji, ki pa vidimo, da je C krat spet višina. Se pravi, še C krat višina. Za lažje računanje si lahko višino tudi izpostavimo in nam ostane A plus 2B plus C, kar pa je v resnici obseg osnovne ploskve. In to je vedno v plašču, ne? Plašč dobimo tako, da višino pomnožimo z obsegom osnovne ploskve. Če zdaj torej vstavimo te podatke, dobimo, torej višina je 15, A je 54, 2 krat 15 je 30 in še 30. Plašč je torej 15 krat, če to seštejemo, je 114. In plašč je, če to izračunamo, ja, dobimo torej 1710 kvadratnih centimetrov. Zdaj, osnovno ploskev imamo, plašč imamo, torej za površino pa vemo, da sta to 2 osnovni ploskvi plus plašč in samo 2 krat 378 plus 1710. In ko to zračunamo, dobimo 2466 kvadratnih centimetrov. Za volumen, torej za prostornino, pa spet izhajamo iz osnovne ploskve krat
višine. Osnovno ploskvo smo tukaj posebej izračunali, smo že dobili 378 in višina prizme krat 15, kar je, ko zmnožimo, dobimo 5670. No, zdaj pa so res kubični centimetri. Mogoče bi vam tukaj za ta plašč zdaj skicirala zraven še točno, zakaj je to tako. Se pravi, če je to zdaj osnovna ploskev in dorišemo plašč, vidimo, da zdaj tukaj imamo A krat V, če je to A, C, B, B. Torej moramo zdaj tukaj imeti takoj B-je, ne? Imamo zdaj torej B krat V, B krat V in manjka nam še četrti pravokotnik, ki se bo poklopil tukaj s C-jem, ne? Torej imamo C krat V. In če dorišem še eno osnovno ploskev, imamo torej dve osnovni ploskvi in plašč.